Kako policijska uprava gleda na vse te probleme umirjanja prometa v teh treh dolinah, v bistvu do Aljaževega doma? No, policijska uprava v Kranju pozdravlja take ukrepe, ki stremijo k temu, da bi se promet na nek način omejil, uredil, s tem pa prinaša manj tegob v prometu, tako z vidika prometnih nesreč, posledic, kot tudi z manj tegobami, manj nevarnimi situacijami. Vse skozi opozarjate tudi na to, da ljudje, ki hodijo v gore in se vozijo z avtomobili, čeprav bi bilo bolje, da bi hodili peš ali pa z javnimi prevozi, puščajo vse stvari v avtomobilih in pride velikokrat do kraje. No, ti množični obiski v gorah in pa v naravnem okolju nasploh prinašajo ne samo napačna parkiranja in pa parkiranja v naravnem okolju, tam, kjer to ne bi smelo biti, prinaša tudi povečanje števila kaznivih dejanj, ki jih obravnava policija. Namreč zelo pogosto ti pohodniki, planinci v vozilih puščajo tako vrednejše predmete in na vidnih mestih in v skritih kotičkih, ki jih pa osebe, ki izvršujejo kazniva dejanja, s pridom izrabljajo. Namreč tako vozilo je dalj časa parkirano, nikogar ni v bližini in vse to izrabljajo osebe, ki izvršujejo kazniva dejanja. Kateri so pa sicer problemi, ki se ob tem policija srečuje z njimi? V prvi vrsti gre za zelo povečan promet z občasnimi zastoji, tudi večjimi zastoji. Če smo včasih govorili o teh prometnih zastojih, predvsem v času prometnih konic, ti zastoji praktično nastajajo zdaj vsak dan v tednu, praktično ves čas. To pomeni tako z vidika prometne varnosti za nevarne situacije, ki obenem s tem se povečujejo, kot tudi za število obravnavanih prometnih nesreč, predvsem pa za čas, ki ga vozniki preživijo v teh zastojih, povezanih sicer z njihovo slabo voljo in pa kasnejšimi mogoče neustreznimi reakcijami v prometu. Kako bodo vikendi izgledali za vse tiste, ki bodo sedaj obiskovali te prelepe kraje? Nadgradnja projekta, ki teče vzporedno s tem, je pravzaprav dokončna ureditev režima umirjanja prometa v dolino Vrata. Vsi te spremljajoči dogodki oziroma aktivnosti so pa te, ki v bistvu ta dogodek tudi nekoliko ženejo naprej z malo večjo hitrostjo in ena izmed teh aktivnosti je možnost uporabe brezplačnega javnega prevoza in parkiranja v Mojstrani. To dejansko pomeni, da ko se voznik pripelje v Mojstrano, lahko vstopi s svojim vozilom neomejeno tudi v dolino Vrata, kajti prometni tok bo tekel normalno naprej, zaradi tega, ker lastništvo ceste je še vedno državno in mi, na državno cesto težko za tako dolgo obdobje posegamo s tem, da bi jo zaprli. Se pravi, vozilo bo možno brezplačno parkirati na parkiriščih v Mojstrani, vsa parkirišča bodo označena, hkrati pa uporabiti tako javni prevoz, se pravi avtobus, ki bo zelo pogosto vozil v samo dolino, ki je pa tudi brezplačen. Se pravi, vozni redi in vse objave v medijih nam bodo pomagale k temu, da se bodo vendarle določen procent ljudi, odločil za to možnost. To se bo dogajalo samo v mesecu avgustu, razmišljate mogoče, če bi bil lep september, da bi to lahko podaljšali tudi v september? Zaenkrat je to za nas tudi dosti velik zalogaj in bomo, po zaključku avgustovskih terminov bomo se usedli tako dol in videli, ali je, možnost tudi to izpeljati v septembru, ker gre tudi za velike kadrovske potrebe, se pravi, take zadeve tudi, vplivajo na to, da je potrebno veliko ljudi na tem dogodku oziroma na take aktivnosti dodatno zaposliti, ne mislim dodatno zaposliti profesionalno, ampak volontersko in zaenkrat smo odločeni za te 3 vikende, s tem, da je ta vikend od 15. do 18. podaljšan na 4 dni. No, današnja tiskovna konferenca je bila namenjena umirjanju prometa v Vratah. Mi v Turizmu Kranjska Gora to izredno podpiramo, zato smo tudi od začetka projekta zraven. Je pa to večplastna stvar. Ena od stvari, ki smo se letos kar zelo angažirali, je ta mobilnost. Tako da že preko celega leta v bistvu imamo vzpostavljen turistični avtobus, ki povezuje kraje od Rateč do Mojstrane. Prav tako imamo trenutno v času poletne sezone brezplačne kombi prevoze iz Kranjske Gore v Jasno. Zdaj trenutno štartamo v mesecu avgustu z javnim prevozom v Vrata. To so samo nekateri ukrepi, s katerimi želimo ta dnevni obisk, ki v Kranjski Gori, govorimo o občini Kranjska Gora, v času viškov sezon povečen in za kar smatramo, da lahko na kratki rok v bistvu z določenimi ukrepi ta
prometni kaos, če lahko temu tako rečem, umirimo oziroma zmanjšamo. Zaradi dveh razlogov. Prvi zato, da v bistvu lokalna skupnost tukaj ne trpi, drugi pa ta, da vsi obiskovalci, ki pridejo v Kranjsko Goro, da si pač dobijo tisto, za kar prvič plačajo, pričakujo in si pa nazadnje tudi zaslužijo. Ta projekt je širši, eden od ukrepov je tudi plačevanje parkirnine na najbolj, bom rekel, frekventnih točkah občine Kranjska Gora. V poletnem času je tudi Topolino prav gotovo vstopna točka v Kranjsko Goro in pa jezero Jasna. Zdaj trenutno en mesec traja ta projekt, lahko smo videli, da so se občani, obiskovalci in pa gosti na to navadili. Je bilo na začetku kar nekaj vprašanj, kritik, pozitivnih in pa negativnih, mi jih spremljamo, analizirano. Gre za 3-mesečno poskusno obdobje, potem pa bomo videli, kako stvari peljati dalje. Jaz mislim, da smo s tem rešili predvsem to, da gosti, ki pridejo na te dve točke, recimo če govorimo o Topolinu in pa Jasni, se zaustavijo, dobijo potrebne informacije, spijejo kavo, potem pa gredo naprej na druge manj oblegane točke. S tem smo nekako razpršili tisto koncentracijo in pa obleganost. Potem pa lahko rečem, da smo se letos izredno dobro povezali tudi v Julijskih Alpah, naredili smo skupno brošuro in sestavili 62 strani dolg katalog vseh javnih prevozov, pa ne zato, da bi se s tem hvalili, koliko tega je, ampak predvsem zaradi tega, ker je tega veliko, pa ljudje, niti sami občani, niti mi, ki v turizmu delamo dnevno, ne vemo, koliko je teh prevozov dnevno, in smo jo zbrali v eno brošurico, ljudem jo tudi predstavljamo, jo ponujamo, mislim, da smo tukaj tudi naredili kar velik korak naprej. Kako vi to rešujete z vaše strani? No, ravno to sem želel poudariti, da pravzaprav ne rešujemo sami. Vse skupaj so rešitve, ki so sprejete skupaj z praktično vsemi deležniki v prostoru. Vsak naredi nekaj, ker posameznik ne more prav ničesar oziroma je ta prispevek zelo omejen. Kaj delamo sami? Sami delamo to, da v prvi vrsti se povezujemo z vsemi ostalimi, seveda pa potem določimo naloge, kaj bo vsak posameznik ali pa vsak posamezni deležnik naredil, pripravil, izvedel in se tega tudi držimo. Moram priznati, da to sodelovanje je izjemno dobro in da po izkušnjah iz lanskega leta, ko smo opravili ta prvi poskusni pilotni dan, pričakujem, da bo tako tudi v letošnjem letu. In kakšni so statistični podatki? Ja, statistični podatki so seveda lahko rečem po eni strani zaskrbljujoči, po drugi strani pa razveseljujoči. Odvisno, s katerimi očmi zadevo pogledamo. Če govorimo o dolini Vrata, naj povem, da v lanskem letu, ko je bila ta akcija, je bilo z javnim prevozom z avtobusom prepeljanih 1200 ljudi. V celotnem lanskem letu, se pravi v sezoni, ko so vrata dostopna, pa je bilo v Vratih naštetih preko 42.000 obiskovalcev. Mogoče je pa pri tem, pa bom rekel, najbolj impresiven podatek enega dneva, se pravi največ obiskovalcev v enem dnevu je bilo preko 12.000. Kako se Planinska zveza Slovenije vključuje v umirjanje prometa v Vratih in kako ste vi problem izpostavili? Planinska zveza Slovenije oziroma konkretno Planinsko društvo Mojsena se je v projekt vključil že pred 15 leti, ko je nastala prva študija o tem, kako umirjati promet v Vrata, ki je pa že ostala v predalu. Tako da zdaj to nadaljevanje seveda pozdravljamo in tudi po svojih močeh poskušamo aktivno prispevati k temu, da bi dosegel ta projekt tudi realizacijo. Kar se pa tiče vsega tega, pa mislim, da to, kar sem tudi že povedal, da neurejene prometne razmere, pa ne samo po Alpskih dolinah, tudi kje druge, se nam lahko v turizmu vrnejo kot bumerang. In zato je skrajni čas, da se taki projekti na najbolj izpostavljenih točkah realizirajo. Seveda bi se pa tukaj želeli večjega sodelovanja države, da bi bil to nek sistemska rešitev, tako da te parcialne rešitve seveda bodo pomenile pozitivno stanje, ne bodo po celoti stvari rešile. Omenili pa ste tudi še en projekt v zvezi prehodov čez pašnike, ki ga uvajajo v Avstriji in bi ga radi izpostavili tudi pri nas? Ne, tukaj ne gre za vzpostavljanje projekta, tukaj gre za posledice stanja. Vemo, da planinske poti vodijo preko planinskih pašnikov visokogorskih, tam je tudi živina, normalno, kaj je pašnik, in zaradi vedno bolj odtujenega obnašanja obiskovalcev iz urbanih središč, ki z
živalmi, ki z pašno živino nimajo več nobenega naravnega stika, prihaja do konflikta. Posledice sta 2 smrtni nezgodi in mi smo zdaj samo sprejeli priporočila oziroma navodila, kako naj obiskovalci čez take pašnike hodijo, da ne bodo vznemirjali živine in da ne bo potem posledica kakšne nesreče. To je vse, kar je. Kako ocenjujete letošnjo turistično sezono, glede na to, da smo na vrhuncu meseca avgust? Zaenkrat kazalci kažejo, da lahko pričakujemo ob tem, če bo seveda vreme zdržalo do vsaj polovice septembra, konca septembra, da lahko pričakujemo turistično sezono nekje na nivoju leta 2018.